Tečajnica. Vodnik po osebnih financah. To je zadnja tečajnica v tej sezoni, konec leta je pred vrati, čas za revizijo, če se izrazim v tem finančnem smislu. Miha, po čem si boš ti kot ekonomist najbolj zapomnil leto, ki se končuje? Živijo, Rok. Jaz sam si bom leto sigurno zapomnil najbolj nekako po tej našem spopadanju z inflacijo. Torej, lansko leto rekordna inflacija, več kot 10%. Centralne banke so reagirale, torej so začele zviševati te ciljno obrestno mero. Marsikdo je to tudi občutil, krediti enostavno niso več tako dosegljivi, kot so bili prej. Ampak dobra novica je, da se inflacija umirja v ZDA že nekako zelo blizu ciljnim vrednostim in tudi na trgih se to že kar nekako pozna. Trgi so že v pričakovanju, torej morda zniževanja ciljnih obrestnih mer drugo leto. Tako da potem si bom zapomnil leto 2023. Podobno vprašanje za najnega današnjega gosta, to je kolega z multimedijskega centra RTV Slovenija, Tomaž Okorn. Tomaž, pozdravljen. Pozdravljeni, dober dan. Bralci te poznamo po tedenskih borznih komentarjih, zelo zanimivih, če smem pripomniti. Hvala. Leto 2023, recimo, beseda leta z tega področja, kaj bi bila? 5% donosnost ameriške 10-letne obveznice, na primer. Kdo bi si to mislil pred letom in pol? In kdo bi si mislil, da bodo delniški trgi kljub temu to nekako prebavili in da ne bo nekega sesutja? Čak, kaj zdaj to pomeni? Ja, malo sem nadgradil Mihovo razmišljanje, torej Fed je obrestne mere res zvišal na 5,25%, tudi tega nismo pričakovali pred letom in pol, da bodo šle obresti tako visoko, seveda zaradi inflacije. Posledično so tudi potem obveznice padle, njihova zahtevana donosnost pa je močno porasla, kar je načeloma zelo slabo za delniške trge in tudi za sama gospodarska gibanja, ker vedno, kadar donosnost obveznice tako narase, sledi neka kriza, tako je bilo tudi naprimer leta 2008. Ali bo letos tako, oziroma naslednje leto, letos očitno ne bo, recesije, čeprav so jo lani vsi napovedovali. Ob čisto tem časi mislim, da je bila 100% verjetnost, da bo vsaj Amerika v recesiji. Pa ni. Ja. Pa je bila v tretjem četrtletju, mislim, da 4,9% rast BDP-ja prilagojena na letno raven. Skratka, kot da se nič ni zgodilo, te obresti nekako ignoriramo visoke, čeprav vemo, da se že čutijo, da imajo nekatera podjetja težave, ampak na delniških trgih in na finančnih trgih pa tega ni opaziti, da bi bile kakšne težave. Če se mogoče še navežem na te obveznice, pa morda malenkost pojasnimo, ko torej se donosi, torej te obrestne mere na obveznice dvigujejo, je obratno z vrednostjo obveznic. Potem obveznice padajo in v Ameriki so letos tudi bile težave zaradi tega. Nekatere banke, ki so imele svoj denar naložen v obveznicah, so te cene obveznic padle, njihovi komitenti so želeli denar, banke ga niso imele in dve ameriški banki sta tudi propadli. Prišlo je do tako imenovanega bega bank run, rečemo. Tako da tudi to se je letos zgodilo, ampak do recesije vseeno ni prišlo. V Evropi mogoče malenkost več težav, v Nemčiji je bilo neke negative, ampak načeloma, glede na napovedi in vse skupaj, pa bi jaz leto zaključil, bi kar rekel, da je bilo pozitivno leto. Če se navežem zdaj na to, da smo lani ob tem času oziroma ste govorili o recesiji oziroma jo napovedovali, kaj pa prihodnje leto, to je izjava ekonomista Janeza Šušteršiča izpred nekaj tednov, da smo pred hujšo krizo, tudi recesijo, ker realni dohodki ljudi in podjetij ne bodo več zmogli slediti inflaciji. Ja, čisto mogoče. Mogoče to podcenjujejo zdaj finančni trgi. Glede na ta optimizem, ki ga spremljamo, predvsem novembra so šle delnice močno navzgor, kot da nekako ignorirajo, da bi lahko te visoke obrestne mere pustile sled v gospodarstvu. Seveda z zamikom, ker vedno je tukaj zamik, mogoče zdaj še celo malo večji zamik in bi lahko to se vse čutilo naslednje leto. Torej, da potrošnik ne bo več tako močan, kot je bil, da bodo podjetja to čutila, sploh tista, ki so preveč zadolžena, ker višja obrestna mera pomeni seveda večje stroške financiranja in jasno, da so potem nižji dobički, da je več stečajev. Zdaj spremljamo, da ima Nemčija na primer težave s tem nepremičninskim sektorjem. Lahko da tukaj še kakšen šok, ki bo res negativno odjeknil. Ni pa nujno, lahko pa, da bo spet vse v redu.
In da bo, kot rečemo, soft landing, ne, da bomo doživeli mehak pristanek gospodarstva brez kakšne resne recesije. In gospod Šušteršič je omenil, ne, da torej realna rast dohodkov ne bo več sledila inflaciji, saj zato pa je tako pomembno bilo, ne, da centralne banke le poskušajo zajeziti to inflacijo. Ne. Trenutno jaz bi rekel, da vse kaže nek uspeh, no, tako da jaz upam, da drugo leto ne bo recesije. Ne. Napovedovati pa je zmeraj zelo težko. Ne. Bo pa vsekakor nižja gospodarska rast, to pa skoraj zanesljivo. Ne. To bi postavil. Bodo nižje tudi obrestne mere oziroma kdaj? Tukaj si me zdaj spet postavil v to relativno težko situacijo. Trenutno, vsaj v ZDA, so do sedaj bili bolj uspešni v zniževanju inflacije, kot smo bili v Evropi. Tako da v ZDA se že napoveduje, da se bodo torej ciljne obrestne mere začele zniževati, ne, saj želimo spet pospešiti gospodarstvo. Ja, OECD celo pravi, da pred letom 2025 v Evropi, torej da Evropska centralna banka ne bo še nižala obrestnih mer. Terminski trgi, oziroma, če tako rečem, finančni trgi so drugačnega mnenja in napovedujejo, da bo FED naslednje leto skupaj znižal obrestno mero za 125 bazičnih točk, to je za 1,25 odstotne točke. Torej, če je zdaj 5,25, bi bila lahko naslednje leto nekje tudi pod 4 odstotki. Ja. Zdaj najslabša stvar, kaj se lahko zgodi, je tako imenovana stagflacija. Ne? Stagflacija je pojav, ko imamo obenem torej recesijo, torej padec gospodarske rasti, ter po drugi strani tudi inflacijo. Ne? Torej dvakratno dejansko slabo novico, bi jaz rekel. Tako da, če do tega pride, je res težava, ne? Kajti po eni strani moramo znižati inflacijo, po drugi strani bi s politiko morali pomagati gospodarstvu, ampak eno z drugim ne gre skupaj. Ne? To se je zgodilo v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko so bile te naftne krize. Lani ni bilo tega, ne? Torej imeli smo vseeno gospodarsko rast in inflacijo, torej le eno težavo. Ne? Če pride do obeh težav hkrati, bo pa težje. No? Ja, ker bodo imeli centralne banke tudi zvezane roke, načeloma se zdaj predvsem borijo proti inflaciji. To je zdaj ključna prioriteta, da jo znižajo na tista želena 2 odstotka, kar je sicer precej oddaljen cilj, ampak poskušamo, ne? Tudi če bo okrog 3 odstotke, bo v redu. Samo da ni tako, kot je bilo v Evropi, je bilo 10 odstotkov. Ne? To je prehudo. 3 odstotke bo še v redu. Ne? Tako da centralne banke torej se borijo, da bi znižale inflacijo na ta način, da so dvigovali obrestne mere. Zdaj pa, če bo pa nastopila recesija, če se bo gospodarstvo res upočasnilo, rast brezposelnih, potem pa bo treba malo spremeniti strategijo in ne več ustrajati pri tako visokih obrestih. Recimo, kar se tiče leta 2023, o naložbah, o naložbenih strategijah, kaj je bilo ugodno, kaj je malo manj v tem letu, recimo? Ja, letos so bile predvsem te tehnološke delnice, kjer je v ozadju umetna inteligenca, izjemno donosne, v ZDA veličastnih 7, ki so naredili več kot 70% donos do zdaj. Poprečju govorimo, ne. Naprimer Nvidia plus 220% celo, ne. To je bila taka srečka, kdor je to zadev, res čestitke. Ne. Na drugi strani pa, ne vem, bančne delnice so padale letos, ta indeks bančnih delnic v ZDA je za več kot 10% v minusu, tudi energetski sektor je šel navzdol, tudi nekatere farmacevtske delnice, ne vem, Pfizerjeve so za skoraj polovico niže, kot so bile ob vstopu v leto. Načeloma pa growth delnice so bile precej bolj donosne kot value delnice. Bom razložil, kaj so growth delnice. Ne? Torej, pri growth delnicah to so ta propulzivna podjetja, ki močno zvišujejo svoje prihodke, načeloma ne izplačujejo dobičke, medtem ko value delnice so pa recimo delnice iz teh starih bolj panog, kjer načeloma velja, da so podcenjene, ki tudi izplačujejo dividende. Na takšne delnice je ponovadi vedno stavil naprimer Warren Buffett, ne? Da je našel kakšno podcenjeno delnico in je potem na dolgi rok ta delnica zrasla. No, in te growth delnice so močno prekašale rast value delnic celo za 30%, kar mislim, da se v zgodovini je pripetilo samo enkrat leta 2020. Ne. Tukaj je tudi umetna inteligenca res doživela velik preboj s tem ChatGPT-om, ki je potem se kar nekako prelil v druga podjetja. Ne. Tako da tudi tukaj mogoče je iskati razloge, zakaj je prišlo do precej rasti. So pa res velika pričakovanja in te delnice, ki sem jih prej omenil, veličastnih 7, kotirajo res pri visokih vrednotenih. 2-krat višjih kot recimo en običajen širši njujorški trg. No. Ja, tukaj tudi so potem neka tveganja. Ne. Delnice so lahko tudi precenjene. Ne. Na začetku
tega tisočletja, ne, je bil v Ameriki, torej dot-com bubble, rečemo, ne, torej, ko so bile vse, takrat se je pojavil internet, se je začel malenkost bolj razvijati, ne, in so bilo je veliko teh novih podjetij, internetnih in tako naprej, ne, vsi so verjeli, da bodo vsa uspešna, ne, cene teh delnic so bile napihnjene in prišlo je dejansko potem do poka balona, ne. Tako da tudi spet neka tveganja, ne. Tudi Tomaž je omenil, ne, da so cene energetskih podjetij in tako naprej letos padle, so pa lani narastle, ne. Torej, če eno leto je velika rast, je potem verjetnost, da bo naslednje leto tudi kakšen padec. Ta rotacija je bila kar očitna. Lani res rast energetskega sektorja, pa velik padec tehnološkega. Letos 2023 ravno nasprotno. Je energetski sektor malo popustil, tehnološki spet v vzponu, ravno zaradi velikih pričakovanj povezanih z umetno inteligenco, ki pa se že uresničujejo, če gledamo rezultate Nvidie, to je krat 2, krat 3 prihodki. Ne. Je pa nekdo, ne, ki je imel recimo dobro razpršeno premoženje, ne, ni imel slabega leta. Ne. Torej, tako delniški trgi v povprečju so rasli, tudi obveznice so delale v redu, kriptotrgi so delali v redu, tako da za vlagatelje relativno, bi rekel, povprečju v redu leto. Poglejmo leto 2024, zdaj bomo skočili v ta naložbeni bazen, kam naj pogledujemo, kaj bo zanimivo, kaj bo šlo gore. Zdaj najprej se moramo odločiti, kaj bo z gospodarsko rastjo, kakšen scenarij se bo tukaj zgodil. Zdaj, če bo neka recesija, si jaz ne predstavljam, da bodo delniški trgi potem naraščali, ne. To je prva stvar. Potem, kako bomo inflacijo ukrotili, ali bo tako, kot napovedujejo, da se bo inflacija glede na leto znižala. Evropska centralna banka napoveduje, da bo naslednje leto nižja inflacija, 3,2%, tudi v ZDA naj bi se znižala. Potem pa, kako bo z dobički podjetij. Tukaj so za zdaj napovedi optimistične, da bodo, ne vem, v ZDA okrog 10% višji dobički na letni ravni. To je vsekakor dobra osnova. Ne. Potem pa kaj bo seveda spet počel FED? Ali bo, tako kot vsi pričakujejo, nižal res obrestne mere, ali pa bo še naprej tako jastrebi, kot rečemo, torej to je v finančnem besednjaku označujemo tako stališče centralne banke, ko raje držijo obrestne mere visoko in zaostrujejo monetarno politiko. Ta doktrina higher for longer, ne, više obresti dlje časa, bi se lahko uresničila in to ne bi bilo dobro za finančne trge. Poleg tega tudi nekateri napovedujejo, da če se bo zgodil ta, prej sem že rekel, soft landing, torej mehak pristanek gospodarstva, da to sploh ne bi bilo dobro za delniške trge. Ker to pomeni, da se FED-u ne bi mudilo zniževati obrestne mere. In da bi bil to pravzaprav slab scenarij. Včasih, oziroma zelo pogosto se zgodi, da je nekaj, kar je dobro za gospodarstvo, slabo za finančne trge. Treba je pač spremljati situacijo, ne, torej kaj se dogaja na makroekonomskem področju, kaj se dogaja po posameznih panogah, ter biti relativno aktiven. Ne. Kajti, če bo recesija, če bodo padle vrednosti podjetij, bodo seveda padle cene delnic, mogoče bo potem narasla cena zlata, kot neke alternativni naložbine. Če bo visoka inflacija, spet morda neka zaščita pred inflacijo, morda kriptovalute, pa spet morda kovine lahko rešitev. Ne. Tako da potrebno je biti zmeraj nekako vsej do neke mere napreženo. Ja, če so analitiki na Wall Streetu lani v celoti zgrešili napovedi za 2023, rekli so, da ne bo nobene rasti. Kako potem lahko mi tukaj daleč od Wall Streeta vemo, kaj se bo zgodilo? Morgan Stanley, na primer, napoveduje, da bo leto 2024 precej slabše, kot trg pričakuje, da bo konec rasti teh delnic veličastnih 7, ki se bodo soočale z večjo konkurenco in da tudi FED ne bo nižal obrestnih mer, tako kot trg pričakuje. To pomeni, da se trg ne bo nikamor pomaknil ali da bo celo padel. Tomaž, mi bomo spremljali tvoje borzne komentarje, hvala. Prav, da bomo na tekočem. Včasih pa sem in tja morda tudi tebe, Miha, še poklicali na pogovor za kakšen komentar, predlog, nasvet. Hvala lepa za sodelovanje v tej sezoni. Hvala za povabilo. Tečajnica.